Spoštovane dame in gospodje, dober dan, dobrodošli na CTV, danes iz frankfurtskega knjižnega sejma. Z nami je Ariela Herzog, pesnica, prevajalka in še kaj? Vse stranska deklica za vse. No, in mlada umetnica torej. Ariela, se boš takrat predstavljati? Ja, seveda. Torej, jaz sem pred kratkim magistrirala iz anglistike in splošnega jezikoslovja, drugače pa imam tudi diplomo iz preberalne književnosti. Tako da sem izjemno zaljubljena na vseh ravneh v jezik, se pravi jezik kot jezik, kot to, kar govorimo kot slovnico, ampak hkrati tudi kot jezik, ki se ga uporablja v literaturi. Tako da mislim, da je to tista značilnost, ki mene najboljše opisuje, mogoče kot osebo, pa mogoče to, da sem izjemno ustvarjalna do te mere, da se rada ukvarjam z vsem, vse me zanima, pa ful mi je vseeno, če sem ful dobra v tem, to delam pač za sebe, tako da si dovolim biti slaba. Okay. To je super, pomaga speljati, pa bo si dvomo. Tukaj danes je nastopila kot prevajalka v okviru projekta Cela. Lahko mogoče malo o tem projektu poveš? Torej, Cela projekt je v bistvu 4-letni projekt, ki se letos zaključuje, je bila pa druga instanca tega projekta. Začel se je pozno leta 2019. Na samem projektu je sodelovalo, če se ne motim, 9 držav, vsaka za svojimi 3 avtorji. V bistvu projekt Cela pomeni Connecting Emerging Literary Artists. Tako da je vsaka država imela 3, se pravi, novopečene avtorje oziroma avtorje, ki še niso objavili knjižnega prvenca in tako naprej. In hkrati je vsaka država priskrbela tudi prevajalce za vse jezike znotraj projekta. Se pravi, recimo Slovenija je imela na voljo prevajalce iz vseh sodelujočih jezikov v slovenščino. In vsaka država je imela prevajalca, ki je iz slovenščine, naši 3 avtorje, prevajal v ta ciljni jezik. Zdaj v Sloveniji je ta projekt v bistvu peljala skozi založba Goga. Naši 3 avtorji so bili Agata Tomažič, Mirt Komel in Andraž Rožman. In potem so v bistvu bili prevedeni v vseh teh 9 jezikov v okviru projekta Cela. Prevajalci so torej v bistvu bili predstavljali en ogromen del v tem projektu. Jaz sem prevajala iz nizozemščine oziroma iz flamščine, ki je belgijska verzija nizozemščine. Je bila pa potem še ena kolegica, ki je nizozemske avtorje prav iz nizozemščine prevajala. Potem smo imeli še na voljo v bistvu literary professionals, se pravi, bomo rekli, ljudi iz literarne sfere, ki se šele uveljavljajo znotraj založb kot v bistvu literary professionals. Tako da v bistvu je bila ena zanimiva izkušnja, ne samo v prevajanju, vmes smo imeli tudi treninge oziroma predavanja, delavnice, skozi katere smo se naučili ogromno enih stvari, ki ti pomagajo pri tem, ko hočeš recimo neko delo neko tuje delo prevesti v slovenščino, recimo kako se približati potencialnim založnikom in tako naprej. Tako v bistvu je bilo, kar se tiče tega, zelo pomočno. Plus tega pa, kar je meni največjo vrednost dalo, je bilo pa to, da stkeš nove vezi. In v tem smislu potem si ustvariš neko skupnost. In zdaj recimo lahko grem do založnikov, ki so na belgijski strani imeli že stale projekt. Recimo njim rečem, a bi želeli, da se kdo od vaših avtorjev prevede v slovenščino, a bi želeli sodelovati z mano. Na tak princip je bilo mišljeno tudi, da se vzpostavi neka mreža ljudi, ki si med sabo pomagamo v tem norem širnem svetu založništva, ki si v bistvu pomagamo med sabo. Do novega širnega sveta še bomo prišla čez kako vprašanje.
pa zanima, koliko pa sodeluješ recimo z svojim ogledalnim prevajalcem, ogledalno prevajalko, z človekom, ki prevaja iz slovenščine v flamščino? V bistvu na naši strani, na obratni strani, se pravi iz slovenščine v nizozemščino oziroma flamščino, je bila prevajalka Staša, ki je Slovenka. Tako da v bistvu je mogoče ta vez bila malo bolj osebna, kot sicer čisto zares je situacija taka, da nas je bilo ogromno, če se seštev vse literary professionals, project managers, prevajalce in avtorje, nas je bilo, mislim, na 150 ali celo več. Tako da prav z vsemi nisem mogla biti tega konkretnega stika, pa Staša je tudi bila odsotna za ene par teh naših eventov. Ampak v resnici se mi zdi, da če imaš prevajalca, ki obratno prevaja iz slovenščine v nizozemščino, ali katerega koli pač jezika, se lahko dosti naučite od drugega. No? Tako da tukaj mogoče mi je malo žal, da ni bilo več tega stika, ampak vem pa, da v ogromno drugih kombinacijah jezikovnih so pa imeli. To nam je zelo pomočno s tem projektom. Na predstavitvi cele je bilo kar nekaj rečenega tudi o prevajalskem mentorstvu. Gledala še kaj? Ja, torej vsi emerging translators oziroma prevajalci, ki se še poskušamo uveljaviti v literarnem svetu, so v bistvu imeli svojega mentorja za izvorni jezik. In pri nizozemščini je to bila Mateja Seliškar-Kenda, ki je uveljavljena prevajalka za angleščino in nizozemščino in francoščino, če se ne motim. V bistvu je to izgledalo v praksi tako, da za vsak tekst, ki smo ga prevedli znotraj cele, smo v bistvu imeli z njo povezavo, da je pregledala prevod, se dobila z nami, pokomentirala, šla kar v detajle, pokomentirala v bistvu, kje se mogoče pojavljajo napake, ali pa kaj recimo kulturna razlika, na katero je treba paziti in tako naprej. V bistvu mislim, da je to mentorstvo imelo dosti potencijala, sklopu cele, pa mislim, da se tega potencijala ni popolnoma izrabilo, toliko bi se ga lahko. Ampak to je mislim, da odvisno tudi čisto časovno tega, koliko imamo mi časa, koliko imamo mentor časa, koliko je znotraj projekta cela časa, da se temu posveča. Sicer pa glede na to, da je to bila v bistvu druga rendicija projekta, pričakujem, da se bo v naslednjem mogoče malo več pozornosti temu. Sedimo v hali, Ja. v drugem nadstropju četrte hale, kjer je da se skupaj s tiščanji par tisoč založnikov iz mogoče 100, pa vse par desetih držav. Ja. Z nekaterimi govorimo skupni jezik, Ja. z nekaterimi še tega. Ja. Poskusil sem se z armenskimi kolegi pogovarjati in žal nisem našli primernega drugega jezika, s katerim bi se pogovarjali, pa me zanima, kako mlada prevajalka vidi frankfurtski, mednarodno halo frankfurtske knjižnice. Kakšna je tebi izkušnja, kaj to vidiš? Jaz bi vse te knjige prevedla. Ok, ne vseh, ampak ful je recimo specifičnih del, ki pač se spohodim mimo in čisto pojamejo pogled in se ustavim in razmišljam, to bi pa bilo zanimivo prevesti. In to govorim pač iz različnih jezikov. Recimo, specifično meni so ful zanimiv žanr ti grafični romani. Recimo tudi stripi, no, ampak grafični romani specifično. Pa bi ful rada enkrat v življenju pač to prevedla. Ampak čisto splošne se mi zdi pa ogromno potencijala ravno za tkanje novih vezi. Da bi si ti rekel, dosti krat se nas drži nazaj ravno ta jezikovna pregrada. Zame je to mogoče malo lažje, ker pač vseeno se sprehajam in na vsakem drugem koraku slišim nizozemščino, slišim nemščino, ki jo pač tudi razumem, slišim slovenščino
mu je dosti lažje in dostojnice in se poskušati pomeniti. Drugač pa mislim, da to, kar si opisal, je tudi ful dober argument, zakaj potrebujemo prevajalce, sploh zdaj v sklopu vseh pogovorov o umetni inteligenci in podobnega. V bistvu ti rabiš človeka, ki lahko spostavi nek človeški odnos s nekom drugim na podlagi nekega skupnega jezika. In to je pač najlažje, če pač sami govorimo ta jezik, če ga sami ne govorimo, pač potrebujemo nekoga, ki zna prevajati. Ampak recimo, se mi zdi pa zelo zanimivo, da se fokusiramo, da je naš skupni jezik angleščina, ki se mi zdi, da to tudi malo jemlje pozornost prevajalcem, ki manjše jezike mogoče prevajajo, oziroma pač včasih najdeš skupni jezik, ki pa ni angleščina. Ampak, ravno to, ne, kak v državi, ki se skupni in 4 fakultete, na katerih se uči, mislim, da na grobo 5-6 jezikov se lahko študira, pa lektorat so, ne vem, mogoče za par 10 jezikov, kako organizirati, recimo, prevode v recimo, jezike nekdanje Sovjetske zveze, v gruziščino, v armeščino. Kako se takih projektov sploh začeti lotiti? Jaz bom rekla, v vsaki državi so ljudje, ki se jih da kontaktirati. Specifično za armeščino, koliko vem, na Filozofski fakulteti je lektorat, če se ne motim, Filozofski fakulteti v Ljubljani, pardon. Nasplošno na Filozofski fakulteti v Ljubljani je ogromno enih jezikov podprtih. Zelo žal, samo z lektorati, to pomeni, da jim ni posvečeno niti približno toliko pozornosti, kot bi moralo biti. Čisti primer tega je nizozemščina. Nizozemščina na Filozofski fakulteti v Ljubljani ne postaja kot študij. Kot tak, recimo, ko lahko študirati španščino ali pa angleščino. Ampak samo postaja kot lektorat znotraj oddelka za germanistiko. So lektorat za nederlandistiko. In kaj to pomeni za nas, ki smo se učili nizozemščino na tem lektoratu, recimo. Lektorat je sicer super in podaja zelo kvalitetne tematike, zelo kvalitetno uči. Lektorica dr. Anita Srebnik je tudi izjemno pač na visokem nivoju in naučiš se ogromno. Vse, kar znam nizozemsko, sem se naučila v 4 letih na tem lektoratu. Ampak recimo, zato ker ni kot prav študij, je posvečena manj pozornosti literaturi ali pa specifičnim slovničnim tematikam. Se mi zdi, da s tem izgubljamo tudi kot, če ti probaš dobiti prevajalce iz specifičnega jezika in se je on ta jezik učil na lektoratu, ne bo imel niti približno toliko globine kot nekdo, ki je lahko ta jezik študiral. Je pa res, da je to tudi zelo odvisno od zanimanja študentov. Se pravi, če ni nekega zanimanja za študij nizozemščine, se to tudi ne bo zgodilo. Pred kratkim, mislim, na 2 leti nazaj, se je portugalščina spremenila iz tega, da je bil samo lektorat za portugalščino, do da zdaj se pač da študirati portugalščino na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Tako da, ogromno je odvisno od tega, kdo postavlja odločevalce, ampak tudi od tega, koliko nas kot ljudstvo v bistvu zanimajo specifični jeziki in specifične kulture. Ja. Tukaj še zadnje vprašanje na pogovor, ki si ga najmela. Ste tudi dosti govorili o tem, da je prevajalec medkulturni agent. V bistvu iskalec talentov po eni strani in tudi promotor neke tuje kulture v domačem okolju. Kako se vidiš v tej vlogi? Absolutno s tem, ko študiraš jezik, pač da literatura se malo zanima, boš želel poznati literaturo v tem jeziku. In meni osebno sta v spominu ostala najbolj 2 avtorja.
Eden od teh je Tom Keller, ki sicer piše ogromno knjig za otroke, ki se zelo veliko prevajajo tudi v slovenščino. Iz smeri poezije pa Tom Hermans, ki je že preminuli pesnik nizozemski. Ampak recimo, da poskušaš določene avtorje prevesti v slovenščino, morajo biti ali zelo uveljavljeni na nizozemskem področju, zdaj govorim čisto iz principa nizozemščine, slovenščine, zelo uveljavljeni na nizozemskem področju, da se to zanimanje lahko pokaže tudi na slovenskem, recimo. Oziroma, da lahko imaš ti kot prevajalec tudi dober argument, zakaj bi pa jaz to sploh prevedel v slovenščino, predstavljaš potencialnim založnikom situacijo, mislim, neko književno delo. Tako da v vsakem primeru moraš dobro poznati literarno sceno v izvornem jeziku. Moraš dobro poznati vseeno tudi založnike na domačih tleh, da ti je približno jasno, kam iti, da boš poskušal neko delo jim prodati v tem smislu. In absolutno vsaj da se uveljaviš kot prevajalec, moraš biti pripravljen imeti stik z ljudmi. In v tem primeru pač deluješ na pol kot literarni agent. V bistvu probaš prodati neko tuje književno delo na domačem trgu, domačem založniku. Kamila, hvala, mogoče še zadnje vprašanje. Ampak to naj bo bolj kot trailer, mogoče za kakšne naslednje, moga biti naslednje. Kako pa pesnice doživljaš? Pesnice doživljaš francoske serije? Kak je tvoje pesniško življenje in kako pesnice doživljaš? Moram reči, da jaz nisem opazila, ampak se mi zdi, da malo manjka poezije na vseh teh štantih od različnih držav in različnih založnikov. Se mi zdi, da sem na slovenskem še največ zasledila poezije. Pa mogoče z tega vidika mi manjka, da bi se poezijo bolj izpostavilo. Se mi zdi, da se mogoče še vedno na njo gleda bolj kot nek hobi, kot pa kot specifično, no se mi zdi čisto tako. Nisem jo opazila dovolj, bi jo rada opazila več. To je moje mnenje. Ariela, Hvala te.